gremo na 19. točko dnevnega reda, pobude in vprašanja, seveda lahko date v pisni obliki ali pa se prijavite za svojo napravo za podajanje vprašanja in pobude. Prosim. Zaključujemo prijavo, ter prosim besedi Petra Dežlega. Gre za to, da me občan Brežic obvestil, da je že dal to vrstno pobudo na strezne organe občine, ampak se od meni ni premaknilo. Torej, krati pobuda in vprašanje, v kateri statusni obliki je zdaj ta zadeva. Gre torej za križiče 3 cest, Obstavljeno, Kajuhove in Kinžgarjeve. Zdaj, ko je tale cesta Bratu Milavcu v remontu, je toliko več povečenega prometa po tisti cesti Obstavljeno. Imamo pa tam noter eno veliko strnjeno naselje, ker je nekaj ducatov šoloobveznih otrok, seveda tudi starejših, pešcev, lesarjev. In enostavno imam tudi fotografije, ki jih bom priložil potem, ko bom to zadevo pismo dal. Tam je v bistvu zdaj zabasano noter, pa tudi ko ni, glede na to, da gre za eno tako gosto naseljeno območje, bi bilo potrebno urediti in prehod za pešce in nekakšne naprave za umiranje prometa. In v bistvu vam zdaj pobudo, da se tam prvenstveno naredi prehod za pešce, pač poskrbi, da se bo promet primerno reguliral. Glede na to, da smo že imeli eno tako hitro rešitev na tem križanju Hrastinske in Ljubčeve, ko zdaj odhajamo, tudi sam sem imel prometno nesrečo tam 20-15 leti. Mislim, da imamo že praktično, imamo tudi tehnične rešitve in ne rabimo čakati, ne smemo čakati, da pride do tragedije, ampak moramo ukrepati takoj in te stvari narediti pač prioritetno. Dobite pa še, bi rekel, župan napisano. Ok, podaš dodatno pismo, pa potem se bom slučil odgovorijo na tvoj vprašanje. Hvala, Peter, prosim, prisedi Goran Miljanovič. Ja, hvala za besedo, da se ne bom dolg. Bi se želel samo oglasiti name se je obrnilo nekaj krajanov in sicer glede problematike svetlobnega onesnaženja v Dobovi. In sicer od begunske krize naprej je na železniški postaji postavljenih 6 velikih reflektorjev, ki oddajajo zelo močno svetlobo. In te luči so tako močne, da pravijo, da brez teh dodatnih senčil za okna dejansko ni moč sploh spati. Zdaj dokazano je, da je svetlobno onesnaženje povzroča zdravstvene težave, moti astronomska opazovanja, dejansko trati energijo in moti ekološke sisteme, samo nekaj manjših teh primerov, če izpostavim. Zdaj moje vprašanje bi bilo, ali so bile upravljene kakršnekoli meritve na tem področju za strani pristojnih služb, če niso, bi pač dal pobudo, da se to izvede in po potrebi seveda, da se ta jakost in usmerjenost svetlobe tudi zmanjša. Bom pa podal to tudi še pismo, če potrebi. Hvala. Ok, vse to bomo preverili, ker verjetno je to minister sezonne rezerve, ostalo to, da treba preveriti, ker ni vsekako je pomeritev pravi način, da se potem tudi vpliva na njih in to zadevo se vrnilo. Tako? Minister za okolje. Tako, oziroma ja. Sam prostor pa je, pa bo minister sezonne rezerve. Pisni bliki pa potem tudi preverili in vrli. Hvala, prosim, Mirno Medved. Voda izvira potoka Gabrnice, občasno skoraj presahne zaradi prevelikega odzema vode za oskrbo severozahodnega dela občine s pitno vodo.
Izvir Gabrnice je naravni spomenik in kot tak si zasluži, da bo hranjeno z vodo, ki bo še naprej tekla iz vira in ne, da ta zaradi prevelikega odjema presahne. Kot sem rekel, je to naravni spomenik, enako kot recimo slab Savica, ki je na mestu, kjer voda priteče iz skale, tudi ena luknja, iz kateri je voda in če bi tam dali recimo cevi za vodo, za oskrbo z pitno vodo, ne vem, kaj bi rekel Gorenci, če bi slab Savica presahnil. Enako tudi naša Gabrnica v Pišetah, je žalostna podoba, če ni vode. Ta namen dajem pobudu, da se cevi za oskrbo omenjenega vodovodnega omrežja odstrani iz vira Gabrnice in priklopi na ustrezno vrtino. Zdaj se izvajajo te razne hidravlične izboljšave in jaz verjamem, da se to lahko naredi, oziroma da se dejansko ohrani to Gabrnico, da bi tekla še naprej. Hvala lepa. Hvala za pobudo, govorimo pismo. Torej, pretikala sem v teh dokumentih in se tako vem, da je naša občina pristopila 19. leta pod zeleno schemo slovenskega turizma. Jaz sem se že tej pobudi in vprašanje, ki ga bom postavila, dotaknila sem ene problematike, to je oglaševanja v naši občini. Torej, zato sem proučila občinski odlok o oglaševanju sprejeti bil leta 2009 in ta odlok nalaga, da je pristojni organ za izvajanje tega oddelek za gospodarske javne službe in za inšpekcijski nadzor pa naš občinski inšpektorat. Torej, v tem odloku, jaz sem nekaj fotografij tudi naredila, se vam to oddala, ki kažejo, da smo odlok sprejeli ali da so ga sprejeli in da se po tem odloku ne ravnamo. Recimo, ne ravnamo, če pogledate, recimo, jaz sem samo slikala te oglaševalne panoje, ki so v vhodu v Brežice, da ne govorimo o tem še tam Krška vas, Pohance in tako dalje. Skratka, nobene, vse, ne bom zdaj podrobno brala, ker bom to oddala, vse ne držijo. Kaj bom vprašala? V tem odloku piše, da za red skrbi izvajalec, in jaz ne vem, kdo je izvajalec, ki skrbi za to, da so te stvari urejene, tako kot določa odlok, in potem nalaga tudi naloge oglaševalca. Recimo, ena zanimiva stvar je, da pri obeh napiše isto. Izvajalec mora skrbeti, da so plakati aktualni, da so urejeni, da so pravočasno odmaknejo in tako dalje. Isto nalogo daje tudi oglaševalcu, torej jaz mislim, da je tukaj tudi napaka v samem odloku in bi bilo dobro ga pogledati in popraviti. Ali pa recimo, pravi, torej reklame, ki jih imamo na drogovih. Na drogovih ne sme biti pravi odlok nobene reklame, torej čist pred križišče. To se pravi, zadnji drog pred križišče ne sme imeti one majhne reklame gor, ki mora biti v višini 4,5 metrov. Ko pa prideš križišče, pa celo križišče polno oglaševalnih desk, še hujše je to, da so mnogi na tlih, da so torej različnih oblik, da so ene pijane, skratka, torej jaz sem fotografirala nekaj primerov, ki sem ga podčrtala pod vsak člen, kjer je odstopanje in me torej zanima, koliko glob, določene so globe za te stvari, koliko glob je bilo v tem času narejenih, kdo je ta izvajalec, tako je imenovanje, ki ga odlok določa, no vem, kdo je oglaševalec, to verjetno je. No in seveda moje pobuda pa je, kot sem že rekla, da bi bilo treba ta odlok pogledati in te stvari, ki so nelogične, se v moji skromni presoji popraviti. In zopet je to en primer, ne samo naše občine, ali tudi
tudi celotne naše društve, še nekaj razpisov imamo, ki se pa potem ne držimo. Zelo, zelo škoda. In če govorimo o lepem mestu, čujte tale prihod, to lepo mesto je katastrofalno. Jožica, hvala, kako prej David omenil, je problem več vlastni, predvsem zaradi zasebnih zemljišč, pa z njimi povezani lastniki. Dejansko delajo to na svojo roko brez, ne rabi potrebitve občine, rabi druge papirje in ureditve. Tako da treba je skakor David, ki je že prej omenil, da je to taka širša zadeva, ampak je zdaj res poziv in tudi na nek način zaveza, da se začnemo s tem resno hvaliti, ker je to imamo na nek način reklamno onesnaženje, ne samo Brežic, tudi generalno Slovenije, ampak je to večklasen problem. Reševati moramo pa na žalost, pa na srečo enega pa enega. Enostavno ni rešitve, ki bi bila za vse enaka, ker na javni površini je ena rešitev, na zasebnih je pa druga oblika. Tako da tukaj David, tebe prosim, da mogoče se s to zadevo malo bolj pozabavamo, pa da tudi eno točk na naslednjih sejah občinskega sveta. Vsekakor pa Jožica, prosim, tudi v pisni obliki, da to oddateno. Tako da hvala lepa, s tem zaključujem 19 točk pobude in vprašanja. Gremo na zadnjo točko 20, razno. Ima kdo bilo kaj zadodati? Vkolikor ne, se vam zahvaljujem in dovidenja. Hvala.